Lep pozdrav vsem prisotnim na novinarski seji po 19. redni seji vlade. Najprej sem dolžan opravičilo za rahlo zamudo. Moja krivda, rahlo smo zakalkulirali dnevni red, ampak prosim, kar gospod Černač glede spremembe zakona o pravilih v cestnem prometu. Ja, hvala lepa. Tudi v mojem imenu vsem lep pozdrav. Vlada je danes sprejela novelo zakona o pravilih cestnega prometa. V dosedanjem izvajanju zakona se je pokazalo, da je potrebno da so potrebne določene spremembe in sicer predvsem pri določanju glob oziroma kazni za nekatere lažje prekrške. Mednarodna primerjava je pokazala, da imamo v Republiki Sloveniji v enem delu, v tistem delu, kjer gre za sankcioniranje voznikov v primerih, ko gre za lažje prekrške, dokaj visoke, nenormalno visoke, lahko rečem, kazni v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami, predvsem recimo Zvezno republiko Nemčijo, tudi Švico. In iz tega razloga ta novela prinaša zmanjšanje kazni na področju lažjih prekrškov. Nekje smo te kazni znižali na 40 evrov. Ravno tako smo bili opozorjeni tudi mednarodno pravno primerjalno gledano, da so bile v nekaterih primerih prekrškov, ki se tičejo pravnih oseb, te kazni določene nenormalno visoko. Enako glede samostojnih podjetnikov, posameznikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost ter njihovih odgovornih oseb, in smo tudi na tem delu to kaznovalno politiko nekako naredili primerljivo oziroma uskladili z primerljivimi državami, ki delujejo v okviru Evropske unije. Odpravili pa smo še nekaj drugih nedoslednosti, ki so se pojavile skozi samo izvajanje zakona. Natančneje je zdaj določena pristojnost občinskega redarstva, s čimer se odpravljajo določene nejasnosti, ki so se pojavile v praksi glede njihovih pristojnosti. Potem so odpravljene nekatere pomanjkljivosti, ki so se izkazale pri izvajanju zakona, predvsem pri posameznih kršitvah določil. In spremembe, ki olajšujejo dejavnost prevoznikov, predvsem avtobusnih prevoznikov, gre za spremembe 89. člena, ki so se tudi pokazalo kot neustrezne. Neka manjša novost je tudi pri obravnavanju prometnih nesreč za manjšo poškodbo. Zdaj, tisti drugi korak, ki smo ga želeli tudi narediti, pa sledi. Računam, da še v letošnjem letu, nismo ga uspeli urediti v tem zakonu, pač pa bo potrebno narediti ustrezno novelo zakona o prekrških. Želeli smo namreč pripeljati v to penalizacijo, v ta kaznovalni del pri teh manjših, lažjih kršitvah, tako imenovani izrek opomina. Menimo, da bi bil to primeren ukrep, predvsem pri tistih, ki recimo v 30 letih, 20, 10 letih niso storili nobenega prekrška, pa sedaj te možnosti, da se jim izreče opomin, ko prvič nekaj manjšega storijo, ni. In druga sprememba, ki jo tudi načrtujemo v prihodnje, tudi po vzoru nekaterih evropskih držav, recimo Švice, pri težjih kršitvah, kjer so kazni izjemno visoke, je uveden v tej državi sistem, da tisti, ki so materialno močnejši, plačajo več. Do neke višine plačajo vsi enako in je ta namen nekako skozi to dosežen, nad to višino pa glede na materialni status kršitelja. Tudi tega ne moramo storiti brez novele zakona o prekrških in računam, da bo to sprejeto tudi v okviru novele v letošnjem letu. Želim poudariti, da pri tistih najtežjih kršitvah, ki se nanašajo na vožnjo pod vplivom alkohola ali pod vožnjo drugih psihoaktivnih substanc, pri prehitrih hitrostih, pri kršitvah, ki se tičejo vzvratnih voženj v nasprotni smeri po avtocesti in tako naprej, tam seveda stvari ne spremenjamo in kaznovalna politika ostaja enaka, kot je bila doslej. Dobro, hvala minister. Vprašanja? Jaz sem sicer na eno drugo temo, zanima me vaš pogled na dogajanje, Telekom pač spada nekako pod infrastrukturo, dogajanje na današnji skupščini, če se vam pač kako gledate na vse skupaj, če se vam zdi še higienično postaviti
pač gospoda Matoza za predsednika skupščine in nekako povezan z vašo stranko. Komentar, prosim. Najprej ne vem, v kakem smislu je povezan gospod Matoz z Slovensko demokratsko stranko. Gospod Matoz bo predsedovanje skupščini, vkolikor mu bo dovoljeno to predsedovanje danes opraviti, Telekoma opravil pro bono. In ni nobenega konflikta interesov v nobeni smeri. Vemo, kaj to pomeni. Bi se sem še navezala. Umik predloga za zamenjavo nadzornikov, pol uvrsti, pač najprej predlog za zamenjavo, pol umik tega sklepa, pol tako vse deluje, da je gospod Matoz pač postavljen za predsedujočega skupščini zgolj zato, ker bo pripravljen to uvrstiti na dnevni red. En drug problem je tukaj, ne ta, glede tega, kdo ne bi vodil to skupščino. Problem je, da AUKN deluje mimo veljavne zakonodaje trenutno. AUKN ni spoštovala tistega, kar je vlada sklenila v primeru skupščine Elektra Celje, ampak je ravnala, ne vem, v skladu z navodili koga, kajti AUKN se ne more postaviti ne nad zakon, ne nad to državo. AUKN sama je v primeru Telekoma, ko govorite, sprejemala zelo čudne odločitve. 12.6. navodilo za glasovanje, 12.6. glede Telekoma, v katerem so se negativno opredelili do sklepa glede nadzornega sveta. Vsi trije podpisani člani uprave. 13.6. ti isti trije, ki so dan prej podpisali navodilo za glasovanje, pa so umaknili točko, do katere so se dan prej opredelili. In seveda vlada tudi o tem ni bila obveščena, zaradi tega je 14.6. sprejela na podlagi navodila za glasovanje z dne 12.6. ustrezne usmeritve v skladu z zakonom. Tako da, oprostite, ni vlada tista, ki ne bi spoštovala zakona, ravna v skladu z zakonom. Žal je trenutno vodstvo AUKN-ja tisto, ki po moji oceni ne spoštuje zakona, tudi ne usmeritev tistih, ki pač imamo odgovornost trenutno za uresničevanje teh odločitev. Marko, kakšna tema iz dnevnega reda? Ja, samo dokončamo temo resno. A boste proti tem z AUKN-ja sprožili kakšne postopke in kateri bodo? Pa tako se zdi, da vsi ti spori z AUKN-jem se dogajajo samo okrog imenovanja nadzornikov, da se ne ukvarjamo pač bistveno z drugimi stvarmi, nekako strategijami družbe, spostane čezarkoli, da vlada resno gre v neke ko bi se rekel, spopade z drugimi organi sam na točki imenovanja nadzornikov. Glejte, ne morete na eni strani prevzemati odgovornost, če nimate vpliva na sprejemanje odločitev. Jaz ne vem, to je vendar jasno povsod po svetu, sam pri nas očitno ne. Vlada lahko prevzema odgovornost, vkolikor ima možnost vplivati na sprejemanje odločitev. In to je to. Prosim, temeljno vprašanje. Robe Radio Slovenije, kakor je že gospod Milinković, in sicer zanima me, če je mogoče imenovanje gospoda Matoza oziroma predlog skladen z zakonom o integriteti in preprečevanju. Na to vprašanje sem vam že odgovoril, še enkrat bom ponovil, da bo gospod Matoz skupščino Telekoma, vkolikor mu bo to dopuščeno, vodil pro bono. Pro bono, brez plačila. Tako da ne vidim, kakšen konflikt interesov bi lahko pri tem nastal. Prosim. Zanima me glede teh prekrškov oziroma nove novele zakona v cestnem prometu. Te kazni, ki so bile predlagane, ta znižanja, ki smo jih že objavljali mediji, ne vem, iz 300 na 200 evrov, se pravi, v tem zakonu so te iste številke ostale ali ste se dogovorili kako drugače? V tem postopku sprejemanja zakona je prišlo do nekaterih uskladitev, tudi nekaterih manjših sprememb, ampak načeloma pa sledimo temu, da pri lažjih, manjših, pri tistih kršitvah, ki ne pomenijo nekega problema z vidika prometne varnosti, te kazni znižujemo. Še to omenili ste občinske redarje, kakšna bo potem njihova pristojnost? Splošno gledano ostane taka, kot je bila sedaj, jasneje pa se določa pristojnost v nekaterih mejnih primerih izven naselij, ker doslej niso imeli možnosti poseganja. Še eno vprašanje za kolega Kranjca. V soboto se začne zapora cest, se pravi karavanški predor bo zaprt. Ali ste morda dogovorjeni z avtoprevozniki, kakorkoli, da ne bodo nastale enake težave, kakršnim smo bili priča lani?
No, v lanskem letu je do te zapore za vozila težja od 7500 kg ob sobotah med 5. uro zjutraj in 12. uro dopoldne iz smeri Avstrije proti Republiki Sloveniji prišlo. V letošnjem letu smo želeli ta ukrep preprečiti, tudi predlagali dokaj racionalno in razumno rešitev, da bi občasno tovorna vozila, ki jih ni veliko, ne gre za ne vem kako velik problem, spuščali tudi v tem časovnem terminu. Žal se strani Republike Avstrije za ta naš predlog ni bilo posluha, tako da bo režim tudi v letošnjem letu podoben oziroma enak, kot je bil v lanskem letu. Mi smo zadevo še enkrat proučili in se odločili, da gre za ukrep, ki je sicer v smislu zagotavljanja ustrezne prometne varnosti, vendar presega okvire, ki jih lahko ena stran sama oziroma na tak način, kot je bila sedaj ta omejitev postavljena, izvršuje. Iz tega razloga bomo o tem, oziroma sem to že storil, obvestili pristojnega evropskega komisarja in želimo, da se v tem obdobju do naslednjega leta ta razmerja uredijo na drugačen način. Skratka, poenostavljeno, žal smo prisiljeni ta primer zaostriti in v naslednjem letu, vkolikor bom jaz še minister, ta predorska cev za vozila težja nad 7500 kg ne bo zaprta na tak način kot v letošnjem letu. Marko. Ja. Jaz sem želel vprašanje v zvezi z razpisom za rušenje cestninske postaje Log. Zakaj se je ministrstvo odločilo samo dati ta razpis pač mimo Darsa, nekako to njihova naloga? Pa zanima me, če boste proti vodstvu Darsa sprožili katere postopke, mislim, da ste že omenili enkrat, da pač pripravljate neke postopke proti njim, ker tega niso hoteli sprožiti. Za kakšne postopke gre, ali so že v teku, kdaj bojo? Glede Darsa so vse pristojnosti na nadzornem svetu. Verjamem, da bodo temeljito pregledali vse aktivnosti, ki so se odvijale v zadnjih letih in verjamem, da ne bodo mogli mimo nedvoumne ugotovitve računskega sodišča stare kako leto dni, ki je zahtevalo razrešitev sedanje uprave Darsa. Glede odstranitve motečih cestninskih otokov na čelnih cestninskih postajah pa smo na ministrstvu že pred časom vsem medijem poslali obvestilo o tem, da bodo moteči otoki v letošnjem letu odstranjeni in dokler se to ne bo zgodilo, teh zadev ne bomo več komentirali. Dobro. Samo pod vprašanje glede tega rušenja. Kdaj je predvideno rušenje sicer cestninske postaje Log, še poleti ali boste to prestavili zaradi gneče na cestah na kasnejši termin? Ravno kar sem vam odgovoril na to vprašanje. Vsi moteči otoki na čelnih cestninskih postajah bodo v letošnjem letu odstranjeni, dokler se to ne bo zgodilo, tega relativno minornega problema ne bomo več komentirali. Vsi ostali oziroma kompletna odstranitev vseh postaj, skupaj z nadstrešnicami in vso infrastrukturo, tako čelnih kot stranskih, pa se bo zgodila v sklopu uvedbe projekta elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku za vozila težja od 3500 kg, za katerega je časovnica postavljena do sredine leta 2014. Dobro, jaz se ministru zahvaljujem za pojasnila. Hvala lepa, dan še naprej. Tako in vabim direktorja Umarja, da predstavi poročilo o strategiji razvoja 2007-2013. Prosim. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Umar je danes vlado seznanil z dokumentom, v katerem smo pregledali uresničevanje dveh pomembnih, če ne kar ključnih strateških dokumentov, razvojnih dokumentov Republike Slovenije. To sta strategija razvoja Slovenije za obdobje 2005 do 2013 in pa resolucija o razvojnih projektih. Kar se tiče strategije razvoja Slovenije, ta določa ključne cilje države na 4 področjih, to je gospodarsko področje, socialno področje, področje sonaravnega razvoja in pa področje, ki govori o mednarodni prepoznavnosti Slovenije. Mi smo se tokrat osredotočili predvsem na prva dva cilja, kaj se je zgodilo na področju gospodarskega in pa socialnega razvoja.
V bistvu ključna ugotovitev je, da lahko dosedanje obdobje po sprejetju strategije razdelimo v dva dela. Prvi del takoj po sprejetju strategije leta 2006 in potem do izbruha finančne krize se je Slovenija tako na gospodarskem kot tudi na socialnem področju približevala ciljem, ki se jih je zastavila v tem dokumentu, potem pa je kriza te trende prekinila in v tem trenutku se Slovenija nahaja v številnih primerih, ki jih opredeljuje strategija, v skupini držav Evropskega območja oziroma Evropske unije, ki beleži najslabše rezultate. Torej, pred izbruhom krize smo v Sloveniji beležili relativno visoko gospodarsko rast, ki je bila v veliki meri povezana z ugodnimi konjunkturnimi razmerami na mednarodnih trgih, predvsem v naših največjih trgovinskih partnericah. Poleg tega pa smo izvajali velike infrastrukturne projekte in to vse je prispevalo k temu, da je bila gospodarska rast v Sloveniji več kot dvakrat višja kot v povprečju Evropske unije pred izbruhom krize. Kljub tej visoki rasti pa niso bile sprejete že v tistem času nekatere spremembe, nekatere prilagoditve, lahko rečem nekatere strukturne reforme, ki bi že takrat povečale potencial za rast slovenskega gospodarstva in to se je potem žal močno odrazilo ob izbruhu svetovne krize. Trenutno se Slovenija nahaja v skupini držav, ki jih je kriza najbolj prizadela, tudi okrevanje je relativno počasno, kar pomeni, da smo zelo neodporni na šoke, ki prihajajo iz tujine. Če naštejem samo nekaj kazalnikov, ki so se močno poslabšali na gospodarskem področju, lahko govorimo o že omenjenem padcu BDP-ja v času krize. Ko pogledamo, kakšna je tehnološka zahtevnost slovenskega gospodarstva, ta ostaja nizka. Tudi produktivnost predelovalnih dejavnosti, to je tistega dela gospodarstva, ki v največji meri tekmuje, se sooča s konkurenco na mednarodnih trgih, ostaja nizka. Trenutno dosegamo zgolj 60% povprečne produktivnosti Evropske unije, potem pa se moramo zavedati, da v globalnem merilu Evropska unija ni tisti del sveta, ki bi bil najbolj dinamičen, torej če se primerjamo s tistimi deli, ki rastejo najhitreje, je ta zaostanek seveda še večji. Poleg tega imamo v Sloveniji panoge, ki so se v času krize skrčile za približno polovico. Tukaj predvsem prednjači, če lahko tako rečem, gradbeništvo, ki v tem trenutku dosega približno 50% obsega dodane vrednosti, če primerjamo razmere v letu 2008 pred izbruhom krize. Imamo tudi močno poslabšanje razmer v javnih financah. Povečanje primanjkljaja, povečanje zadolževanja je bilo sicer značilno za praktično vse države evrskega območja, predvsem v letih 9 in 10, medtem ko so se v letu 11 v povprečju Evropske unije ti trendi že obrnili. Povprečju se je javnofinančni primanjkljaj zmanjšal za 2 odstotni točke, iz približno 6% na približno 4%, medtem ko je Slovenija v lanskem letu ta primanjkljaj še povečala in vse skupaj seveda rezultira v podatku, da se je tudi dolg narašča hitreje, da je naraščanje dolga v Sloveniji relativno primerjeno z bruto domačim proizvodom med največjimi v evrskem območju. Poleg tega imamo velike težave v finančnem sektorju, gre predvsem za naraščajoč delež nedonosnih terjatev, ki je zopet, če se primerjamo z ostalimi državami Evropske unije, med največjimi in kaže jasen trend naraščanja. Zastoj kreditiranja podjetij, ki je seveda povezan s tem, se letos prenaša že v 4. leto po izbruhu krize, kar se skupaj pomeni, da ima Slovenija v tem trenutku močno otežen dostop do virov financiranja v tujini, tako države, bančnega sektorja, posledično gospodarstva. Če k temu dodamo še dejstvo, da so neposredne tuje investicije v Sloveniji nizke, potem praktično nimamo virov, s katerimi bi lahko financirali ponoven zagon gospodarske rasti. No in še tretje področje, ki smo se ga dotaknili, so človeški viri. Tudi tukaj so se nepresenetljivo razmere na trgu dela močno poslabšale. Delež brezposelnih se je močno povečal, poleg tega pa so se izpostavili problemi na tistih mejnih skupinah, na skupinah, ki so najbolj občutljivi. Na eni strani visok delež nezaposlenih mladih, tisti, ki pa so zaposleni, imajo v večini primerov pogodbe, ki so pogodbe za določen čas, torej ne gre za stalne zaposlitve. In ko primerjamo delež mladih, ki je v takšnem sistemu zaposlovanja, potem ugotovimo, da je Slovenija čisto na prvem mestu. Torej, največji delež mladih, ki ima začasne pogodbe, je v celotni Evropski uniji prav v Sloveniji. Imamo pa tudi problem na drugi strani pri zaposlenosti oziroma pri delovni aktivnosti prebivalstva, ki je starejši od 55 let. Tudi tukaj je ta delež zelo nizek in ponovno, ko se primerjamo z ostalimi evropskimi državami, je Slovenija v skupini držav, ki beleži relativno slabe rezultate. Kar se tiče drugega dokumenta oziroma pregleda uresničevanja resolucije,
s katerim smo danes seznanili vlado. Je v bistvu to dokument, s katerim je ob sprejetju vlada skušala zastaviti konkretne projekte, s katerim bi vplivali predvsem na ta prvi cilj strategije razvoja Slovenije, to je povečan gospodarski razvoj. Glede na to, da so ti projekti v veliki meri povezani z infrastrukturnimi projekti, z energetskimi projekti, bi imeli seveda velik vpliv tudi na področje sonaravnega razvoja oziroma na zmanjšanje pritiskov na okolje. Kar nekaj projektov, predvsem klinični center, izgradnja drugih bolnišnic, izgradnja Narodne univerzitetne knjižnice, pa bi imeli vpliv tudi na te pogoje prebivalstva, ki jih lahko s skupno besedo imenujemo povečanje blaginje prebivalstva. Torej, resolucija je bila sprejeta za relativno dolgo obdobje, veljala naj bi med letoma 2007 in letom 2023. Večina izmed teh velikih projektov, ki je bila zapisana v resoluciji, bi se naj začela izvajati že v prvih letih po sprejetju resolucije, torej bi v tem trenutku načeloma naj že bili v fazi izvajanja. Je pa na drugi strani res, da pa je bilo predviden zaključek teh projektov oddaljen v leta, ki so bliže letu 2020 oziroma nekateri še kasneje. Ko smo na UMAR s pomočjo ministrstev, ki so pristojne za posamezne projekte, naredili evalvacijo dosedanjega poteka, smo ugotovili, da se v bistvu izvaja v tem trenutku približno 80% vseh projektov, ki so bili predvideni v resoluciji, da lahko samo za 20% projektov trdimo, da se njihovo izvajanje niti začelo. Vendar pa je izmed teh 80%, ki se jih izvaja, več kot polovica projektov takšnih, ki se jih izvaja v precej skrčenem obsegu ali pa samo delno, če se primerjamo s tem, kar je bilo zapisano v resoluciji. Na drugi strani pa se izvajajo tudi v manjši finančni vrednosti oziroma se zamika njihovo uresničevanje v naslednje leta. Če pogledamo, to sem zdaj govoril o številkah, če projekte samo preštejemo, če pa pogledamo, kakšna je dejanska vrednost teh projektov, ki se izvajajo, pa se v bistvu ne izvajajo ravno tisti projekti oziroma se najpočasneje izvajajo tisti projekti, ki so po vrednosti največji, tako da je dejanski učinek te sprejete resolucije na gospodarsko rast v tem trenutku še skromen. Torej, naša končna ocena izvajanja tega projekta je, da gre za številčno izvajanje kar nekaj projektov, ki pa so po obsegu zelo skromni. Zakaj je to v tem trenutku, ko je Slovenija pred izzivom, katere ukrepe uveljaviti, da bi končno prekinili trend padanja bruto domačega proizvoda oziroma da bi spodbudili gospodarsko rast. Pomen resolucije je ta, da so bili vsi projekti takrat ob sprejetju po takratnih ocenah vredni približno 24 milijard evrov, kar pomeni, da če bi se ta resolucija izvajala v skladu z načrtom, potem bi bile investicije v Sloveniji v povprečju v tem obdobju lahko vsako leto večje za približno 1,5 do 2 milijardi evrov, kar je seveda zelo velika številka, sploh če pogledamo, kakšen je trenutni obseg investicij v Sloveniji, ki se je v času po krizi iz približno 10 oziroma nekaj več kot 10 milijard evrov v tem trenutku zmanjšal na nekaj več kot 6 milijard evrov. Dobro, hvala. Vprašanja? Marko, je vprašanje ali? No, dobro. Kjeri projekti dejansko, rekli ste, da se jih 80% izvaja, tako, ali da imamo vsaj par teh projektov, ki se pač izvajajo, pa zanima me, a imamo za te projekte pač so pripeljani vsaj do neke faze, da bi se lahko začeli, ali tu pač ostaja večinoma pač na papirju in zanima predvsem v tej luči, ko vemo, koliko časa je potrebnega v Sloveniji, da se nek projekt zalava pač z vsemi dovoljeni soglasji. Upam, da boste zadovoljni z mojim odgovorom, če vam povem, da smo ta pregled uresničevanja naredili na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili od ministrstev, predvsem od tistih ministrstv, na katero odpade največji del projektov. Mi smo te podatke skrbno analizirali, jih spravili v tabelarični prikaz, ki je priložen temu gradivu, tako da so tam natančni podatki, kateri projekti se izvajajo, kakšen je bil predviden začetek projektov, kakšna je bila takrat predvidena vrednost in v kateri fazi so ti projekti. Drugo, pač vaše mnenje, zdaj se Telekom imamo danes, smo imeli tle ministra, po vašem mnenju, pač včeraj je bilo tudi objavljeno na Eurostatu, objavilo pač v bistvu nek podoben podatek, da Slovenija nazaduje, pač ne lovi več povprečja razvitosti Evropske unije. Koliko k temu pač pa AUKN je objavil letno pač poročilo, v katerem so rezultati družb v državni lasti, ki so pač neliho spodbudni, dajmo reči. Koliko po vašem mnenju politično kadrovanje oziroma vmešavanje politike v gospodarstvo vpliva na dejanske rezultate, pa če lahko date neko ceno?
Tako v splošnem, ali pa neka groba ocena je, da so k razvojnemu nazadovanju Slovenije v zadnjih letih, v času po krize, prispevale dve skupine dejavnikov. Ena skupina dejavnikov je gotovo povezana z razmerami v mednarodnem okolju, s težavami, ki jih ima svetovno gospodarstvo, še posebej gospodarstvo tistih držav, s katerimi največ trgujemo. Sem spadajo tudi težave, ki se v zadnjem času na finančnih trgih še zaostrujejo, torej del razlogov za razvojno nazadovanje Slovenije lahko povežemo z mednarodnim okoljem, drugi del pa je seveda povezan z domačim okoljem, predvsem s tem, da v obdobju, ko smo imeli v Sloveniji še relativno dobre gospodarske rezultate, nismo izvedli nekaterih izmed strukturnih reform, na katere smo ekonomisti že dalj časa opozarjali. In v tem sklopu strukturnih reform je eden izmed pomembnih dejavnikov, ki bi po našem mnenju lahko vplival na boljše poslovanje podjetij, na boljše poslovanje ekonomskih subjektov v finančnem sektorju, tudi privatizacija, ki je bila že večkrat predvidena, različne vlade so jo tudi napovedale, vendar se v zadnjem času na tem področju po našem mnenju zgodilo premalo, da bi lahko to pozitivno vplivalo na gospodarsko aktivnost v Sloveniji. Še kakšno vprašanje? Če ne, se zahvaljujem direktorju Umarja za njegov prispevek. Dovolite mi, da še predstavim nekaj točk iz dnevnega reda seje vlade, nekaj vrčevalnih. Namreč vlada je po prvotno pridobljenem seznamu naročil skupne mobilne telefonije pri objavi skupnega javnega naročila zato ugotovila oziroma pozvala ministrstva, da pripravijo ponoven seznam, kar se tiče predvidenega števila naročilnih razmerij in nakupa aparatov, in do 25.6., torej do naslednjega tedna, pošljajo torej ponoven zmanjšan, racionaliziran seznam potreb po mobilnih aparatih in podatkovnih prenosih v posameznih ministrstvih. V zvezi z stališčem Računskega sodišča iz revizijskega poročila, mislim, da leta 2009, ki je ugotovilo, da je dvojnost nadziranja javnega zavoda Kobilarna Lipica, tako z vidika financiranja kot upravljanja, med Ministrstvom za kmetijstvo in Ministrstvom za šolstvo nekakšna barijera oziroma ne omogoča optimalnega delovanja, in zato je današnji sklep vlade, da se za upravljanje, nadziranje in financiranje javnega zavoda pooblasti zgolj eno ministrstvo, to je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Največ razprave danes na seji vlade je bilo posvečeno točki oziroma poročilu o nedokončanih strateških projektih po ministrstvih, kjer so se ugotavljali zamude pri osrednjih strateških projektih na posameznih ministrstvih. To so projekti nad vrednosti bližno 5 milijonov evrov. Šlo je za seznanitveni sklep, vlada se s tem seznanila in pošilja gradivo v Državni zbor na seznanitev in razpravo. Zdaj pa z vidika zunanjih odnosov pa je vlada podprla predlog sklepa o odprtju konzulata Republike Slovenije v Kraljevini Maroko, imenovala tudi častnega konzula, prav tako v državi Michigan v Združenih državah Amerike, in imenovala častnega konzula Jusufa B. Gafarija, če se ga spomnite, kot nekdanjega veleposlanika Združenih držav Amerike v Sloveniji. Zdaj pa sem na razpolago za dodatno vprašanja. Prosim, soimenjak. Mene zanima državna proslava. Predsednik šef Desusa Karl Erjavec je včeraj napovedal, da bo to debato sprožil tudi na današnji seji vlade. Torej, ali se državna proslava jutri kaj spreminja, govorim seveda o zastavonošah, o 4 društvih, ki niso bila povabljena na zabavo, ali se tukaj spreminja, ali je sploh debata o tem na vladi bila? Ne, na razprave na temu na vladi ni bilo. Torej ostane proslava kot zastavljena? Kot so organizatorji predvideli, seveda. Še kakšno vprašanje? Kakšna argumentacija pa tu velja? Mislim, dobili smo neke strankarske odzive, pa pojasnilo vlade, da ste se pač zaradi narave praznika odločili, da povabite samo osamosvojitelje Slovenije. Pa bi vas tle prosil, za eno mal širšo razlago tega, ali se je torej kaj zgodovina Slovenije začela leta 1991, ali
Zakaj torej nimajo zaslug, no, tudi tiste druge društva, po vašem mnenju? No, ikonografija te proslave, ki bo v petek oziroma jutri, je enaka, kot je bila proslava 21. leta 91. Zdaj, takrat se ne spomnim, da je bila kakšna razprava o razdvajanju in tako naprej. Prav mikrofon, prosim. To temo bi imela tudi Združenje Sever se odločilo, da ne bo nastopilo, pa vemo, da je močno prispevalo k osamosvojitvi. Vendarle to ni spremenilo stališča vlade. No, glejte, vlada o tem proslavi ni odločila, to je prvo. Drugič, proslava je namenjena vsem državljankam in državljanom, vsi so vabljeni, vsi se lahko udeležijo. Kot sem pa povedal, je pa odločitev organizatorja bila, da se opravi državnemu prazniku, pač tistemu prazniku, ki ti je namenjena primerno, torej v ikonografiji, kot je bila recimo leta 91. Še kakšno vprašanje? Jaz imam tukaj nekaj pisnih vprašanj v zvezi s stroški in tako naprej. Ja, mogoče. V mikrofon. Torej, ta državna proslava bo tudi označena v luči varčevanja bolj nekoliko drugačna verjetno, kot so bile ostale. Če mi lahko poveste, kakšen je vaš izračun, koliko naj bi stala ta državna proslava, predvsem glede na zadnje proslave, ki smo jih imeli ob dnevu državnosti? Ja, zdaj od leta 2009 v bistvu stroški proslave so naraščali. Leta 2009 je bila proslava, mislim, da vrednost 205 tisoč evrov. V prejšnjem letu, torej leta 2011, pa so stroški proslave znašali 264 tisoč evrov. Stroški tokratne proslave, kot veste, smo pozvali z javnim pozivom kulturnike in umetnike, da pro bono prispevajo k uspehu te proslave. Jaz se lahko na tem mestu zgolj samo zahvalim vsem, ki so pripravljeni na ta način bili svoje stvaritve ponuditi državi ob tem pomembnem prazniku in stroške smo s tem znižali na tretjino, torej približno 90 tisoč evrov. Stroški proslave bodo torej okoli 90 tisoč evrov, končna številka natančna bo pa seveda po zaključni prireditvi, jasno. Še kakšno vprašanje? Samo še eno podvprašanje bi imela. Ali je na vladi gospod Erjavec izpostavil to dilemo, da pravzaprav se bo zavzel, da bi bili vsi povabljeni na proslavo, tudi tisti, ki niso, tudi drugi veterani, no, ki so bili izključeni pri tem? Na seji vlade ne. Nič ni bilo izpostavljeno glede tega? Na seji vlade niti bilo v dnevnem redu. Dnevni red je jasen, ko je dnevni red, se govori o dnevnem redu. Glede tega je pravilnik precej rigorozen. Neformalno pa po pravilniku oziroma poslovniku vlade ne morem komentirati. Zdaj, proslava je na odprtem, vabljeni so vsi. Jaz upam in verjamem, da bo čim večja udeležba. Program je namenjen vsem, tako da mislim, da glede tega se nikakor proslava ne zapira, ki čemu odpira. Ker pripombe so bile, da je bilo premalo vabil posredovanih oziroma določenim sploh ne. Teh podrobnosti jaz ne poznam, ampak se pravim, proslava je odprta za vse, kdorkoli bo prišel, bo seveda sledil proslavi, protokol je vse uredil, tako da glede tega mislim, da ni nobenih zadržkov. Mikrofon, prosim. Če lahko sam ponovite stroške, pač ceno proslav za ta leta, ko ste jih omenil, sem preslišal. Ja, leta 2009 so stroški proslave znašali 205 tisoč evrov, 2010 233 tisoč evrov, 2011 264 tisoč evrov, letos pa tretjino tega zneska, torej približno 90 tisoč evrov. Hvala. Še kakšno vprašanje? Če ne, se vsem lepo zahvaljujem, še enkrat opravičujem za zamudo in vas lepo pozdravljam. In seveda vabim na proslavo, bodi si po uradni dolžnosti, bodi si kot državljani oziroma državljanke.